Lep pozdrav sem skupaj Roy Lifestyle tle na YouTube kanalu. Danes smo tle v drugi epizodi psihologije, mindseta in vse, kar pač bo vključeno v tej psihologiji oziroma v teh epizodah. Danes je druga epizoda in rad bi spregovoril z vami glede smisla življenja. Torej, kako jaz vidim smisel življenja, kaj je smisel življenja, kaj mi daje. Preden začnemo, imate tle, kot lahko vidimo, mindset in psihologija, še prejšnje posnetke, ko sem jaz to kdaj že posnel, leta 2020, 2021, ko sem delal pač par posnetkov, tako lahko si tudi čisto pogledate, da je vedno dobrodošlo, ampak zdaj smo tle v drugi epizodi, tako da let's go, kaj je smisel življenja. Tako, torej, smisel življenja, kaj je smisel življenja? Ste se kdaj vprašali sami, kakšen je moj smisel življenja? Fakt je ena stvar, ok, fakt, dejstvo je, da si se rodil, živiš, pol en dan umreš, ne? To je pač dejstvo, kjer pač hočeš ali nočeš, tako je. Če pogledamo recimo, tako en primer, gremo en korak nazaj, ne? Če pogledamo živali, ne? Kakšen smisel ima recimo čebela? Življenja. Kakšen smisel ima? Smisel življenja je to, da nabira cvetni prah, konec. Smisel življenja gozdnih živali, divje živali. Kakšen smisel? Konec. Ne? Žival točno ve smisel življenja, kaj je. Ampak samoumevno. Ne? Kaj se zgodi pri ljudeh? Pri ljudeh se zgodi to, da dosti krat je vloga tretjih oseb, ki pride pač v igro, v naše življenja, in potem ne živimo več life, kakor bi ga mogli. Same, kaj je smisel življenja? Smisel življenja je to, da ko se rodiš, se izobražuješ, ko si pač v najstniških letih v osnovni šoli in da prideš do nekega spoznavanja sebe, kaj te veseli. Da delaš na dnevni bazi stvari, ki te veselijo, da se trudiš na temu, razmišljaš, kaj bi lahko zboljšal in ful trdno moraš stati za tem res, kar si. Torej, če gledamo, eno se malo povezuje tudi iz prejšnje epizode, vse, da moraš biti yourself, pač zaživiš tvoj popoln life. Res, biti yourself, sprejemati svet, ker če ga ne boste sprejeli, ne bo cool, ni cool, ker sveta ne moremo spremeniti, to je fakt, torej lahko ga sprejmemo ali pač ne. In jaz sem ga sprejel, da je pač tako, da je tako in da pač če so določene zadeve v življenju, katerih ljudi jaz ne morem spremeniti, je tudi cool, ne? Pač definitivno nič narobe. Zakaj? Ker lahko sebe jaz spremenim, definitivno, sebe pa lahko vedno spremenim. In to je smisel življenja, torej jaz lahko nekaj naredim, svet okoli mene pa v bistvu jaz lahko pričakujem, lahko ne, lahko upam, lahko ne, ampak je vedno ampak, ne. Torej ključ, ki bi rad poudaril v smislu življenja, je, da bodi to, kar si in naj ne bo tretje okoliščine v življenju, ki te bojo pripeljale do tega smisla življenja, ne. Kaj se dogaja dan danes? Dan danes se dogaja to, da smisel življenja, smo že v tej rutini, 40 let končaš šolo, 40 let delaš, pokojnina zaslužena in to je to. Ne, to ni odgovor. To je najbolj napačen odgovor v zgodovini človeka. Ne? Zakaj? Ker tako nekdo rekel. Ker nekdo rekel, da moraš delati 40 let, ne? Pač tako je to obdobje in potem je to in potem to, ne, ni tako. Ne? Zakaj bi nekdo moral delati 40 let? Nekdo lahko dela 20 let na polno, pa ne dela več. Nekdo lahko dela celo življenje, karkoli, ker mu je pač všeč delati nekaj, ne? Jaz lahko učim tenis, dokler sem živ, če mi je toliko všeč. Zdaj, ali bom služil, nema veze, ok, ne pustimo tle v tej fazi, ampak smisel življenja je, da delaš nekaj, kar ti želiš, ne? Ti. In še predvsem je pomembno tudi dajati nekaj nazaj. Če jaz zdaj snemam ta posnetek, in zato, ker želim to informacijo predati vam. Zdaj, če boste vi sprejeli cool, the best, me bo veselilo. Če vam pa ta posnetek ne bo všeč in vam ta feedback ne bo v redu, ker pač nisem dobro povedal, ali pa nimam dober glas, ali pa nisem dobro nastavil fotoaparat, guess what, pač to je to, next, dalje, razumeš? Torej, ni da se obremenjujem na teh zadevah. Jaz probam dati nekaj drugim,
Kdo sprejme the best, kdo ne sprejme tudi ok. Ne? In to je pomembno. Torej, še enkrat, jaz v tem primeru nič ne pričakujem v zameno. Totalno nič. Kdo ceni, res pa sem definitivno zadovoljen. Ker na YouTubeu je tako, na TikToku je tako. Ne glede kaj drugi rečejo, ti stojiš za tem, kar si in kar želiš biti. Tako da jaz vse podpiram vedno definitivno. Vsi, ki delajo content, karkoli, ki se izpostavljajo na socialnih omrežjih, bravo. Če delaš to, kar res ti je všeč, nemaš nekaj, kar res ti je všeč in delaš s tem, da se zbudiš zjutraj, rečeš, danes pa bi rad posnel to pa to pa to. Tako da za finiš smisel življenja ga treba izkoristiti do konca, izkoristiti vsako priložnost, ki ti svet, zemlja ponuja in hkrati istočasno tudi v zahvalo to tudi vrniti zemlji, nebesu, vesolju, ljudem, ker to je tisto, kar te žene. To je tisto, kar ti da zagon, motivacijo za iti naprej. Kar vzameš, take it, ampak moraš tudi nekaj dati. Ker če samo vzameš in zadržiš v sebi celo življenje in si sam misliš nase, sam imaš v sebi, jaz mislim, da nekateri mogoče to uživajo in popolnoma razumem, ampak nekaj je pa treba tudi nekaj dati ljudem. Ne bom rekel direkt ljudem, ampak temu svetu, ne? Pač whatever, kakor pač to vidite iz vašega vidika, ker še enkrat ne želim vam povedati, zdaj pa mora biti tako pa tako pa tako pa tako, ker vsak ima svojo zgodbo v življenju, tiho Sofi, vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svojo zgodbo v življenju, tako da ne želim, da vidite vi zdaj kakor jaz, kako se meni zdi prav, ampak morate vi začutiti to zadevo in se poglobiti v sebe in poslušati sebe, ogromno poslušati sebe in mislim, da bo definitivno pomagalo. Tako da, to je bilo vse iz moje strani, upam, da mi je bil video všeč, če imate kakšno vprašanje, napišite v komentar, lajkajte, če vam je bil video všeč, če vam pa ni bil všeč. Tudi ok, sledimo v naslednji epizodi, ja bomo malenkost bi rad pregovoril, v naslednji epizodi bomo govorili o biti sam, ko nekoga potrebuješ. Ali pa oziroma biti sam v težkem obdobju ali v težkem trenutku življenja. Govorili bomo o temu, tako da do nadaljnega mi se ga vidimo. Imejte se fajn. Pa če se niste, imate tle gumbek za subscribe za bodoče posnetke. Lep dan, se vidimo. Čau.